Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. V dneh, ko čakamo na novega varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic, tudi novega guvernerja oziroma guvernerko, in sta se okrog tega celo javno sprla dva najvplivnejša politična funkcionarja v državi, premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar, se v Sloveniji vedno znova soočamo z očitki o kršenju številnih pravic, človekovih pravic državljankam in državljanom, ob vlaganju številnih zakonov aktualne koalicije, pa tudi raznih sodbah. O tem in še več se bomo danes pogovarjali z nekdanjo varuhinjo človekovih pravic 6 let, med letoma 2013 in 2019, takrat na predlog predsednika republike Boruta Pahorja je to funkcijo opravljala gospa Vlasta Nussdorfer, ki je naša gostja. Lepo pozdravljeni. Tudi vi lepo pozdravljeni. Sicer pa dolgoletna državna tožilka, 15krat mislim, da je imenovana med 10 najvplivnejših pravnikov oziroma pravnic Republike Slovenije po portalu IUS.info, tudi ustanoviteljica Belega obroča. Bova se vsega tega še dotaknila. Kar je najbolj zanimivo v zvezi z vami je vaša ponovna kandidatura za varuhinjo človekovih pravic. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je ravno prejšnji teden ocenila, da nihče od kandidatov, ki so se prijavili, niti ne vemo točne številke, koliko jih je, 14 ali 15, ni primeren. Najprej, zakaj ste se vi odločili za ponovno kandidaturo in kako ste razumeli, da niste primerna? Lepo, da ste me to vprašali, kajti tudi sama sem bila presenečena. Zgodilo se je lanskega maja, ko sem nastopala v Kopru, in sicer v gledališču na neki okrogli mizi o modrosti. Takrat nas je bilo več in po tej okrogli mizi, pripravil jo je ZRS Koper, sem dobila povabilo, če bi morda še enkrat kandidirala. Seveda sem mislila, da je to pač hec na nek način. Zdelo se mi je lepo, da kdo tako razmišlja, vendar resno nisem razmišljala. Namreč, ko se mi je iztekal mandat, to je bilo leta 2018, sem po zakonu, ki veleva, da mora aktualni varuh najmanj 6 mesecev pred iztekom sporočiti predsedniku republike, ali bo kandidiral oziroma da se mu izteka mandat, to storila. In takrat sem bila resno namenjena v drugačne sfere, pisateljske predvsem. Zaključila sem vse funkcije, torej tožilstvo, varuhinjo, in kljub temu, da so me že takrat mnogi nagovarjali, naj ponovim mandat oziroma kandidiram, poskusim s tem, sem predsedniku Pahorju zapisala, da ne bom kandidirala. Tako da postopka nisem niti spremljala, dobili smo februarja 2019 novega varuha. Vendar želje, da bi samo pisala, se mi niso uresničile. Dobivala sem ogromno ponudb za nastope kot nekdanja varuhinja, kot tožilka, kot nevladnica. Veliko sem pisala, se udejstvovala. Napisala sem sicer res 6 knjig v tem obdobju, zelo na hitro. Ponosna sem na to, da mi je vseeno uspelo, ker tako rada pišem. Vendar o kandidaturi res nisem razmišljala. Torej po tistem maju, mislim, da je bil maj 2024, pa so se tu in tam na kakšnih dogodkih pojavljali ljudje, ki so rekli, mi bi vas še enkrat želeli za varuhinjo. Kakšni konkretna imena? Ja, veste kako, da bili so kakšni kolegi moji, tudi z tožilstva, prijatelji, predvsem pa tisti, pri katerih sem nastopala. Bila sem gostja na mnogih dogodkih in ob koncu so rekli, a ne bi vi še enkrat poskusili. Seveda res nisem mislila, da bo do tega prišlo, in ravno potem ZRS Koper mi je pa konec, mislim, da je bil že razpis mimo, oziroma ne mimo še, ampak v sredini razpisa, poslal eno zelo lepo obrazložitev predloga predsednici. Takrat sem ugotovila, da je stvar kar bolj resna, kot sem mislila, in kasneje sem dobila še podporo 10 uglednih pravnikov. Nekatere poznam bolje, z njimi sem sodelovala, druge sploh ne. Konkretno doktor Ernest Petrič. Ja, profesor Petrič je bil pa pri Pahorju svetovalec in vsa 4 leta sva se zelo lepo razumela.
Kot svetovalca seveda sva imela tudi različna področja dela, jaz človekove pravice, humanitarno, socialno politiko, on pa seveda vešč na številnih področjih, predvsem na mednarodnem je svetoval predsedniku. In takrat sva se res malo bolje spoznala. Presenetil me je s tem, ko je rekel, mi vas zelo podpiramo, tudi profesor akademkinja doktor Šelihova, s njo sva tudi v preteklosti sodelovali, predvsem tudi z Downovim sindromom, nasiljem v družini, bila je nenazadnje naša profesorica na fakulteti. Potem profesor Krajnc, sem ga spoznala tudi pri predsedniku, in še nekateri drugi 5 bivših ustavnih sodnikov. Kateri konkretno? Kakšno ime? Ja, to so bili Bohinc, Čebulj, potem Etelka Korpič, Dajzinger, potem seveda že omenjeni profesor Petrič, Šelihova. Skratka, podpora je prišla v teh zadnjih tednih od zelo uglednih pravnikov, bivših ustavnih sodnikov, ki jih tradicionalno uvrščamo tako, nekatere na levo, nekatere pa na desno, ob tej naši klasični delitvi prostora. Skratka, neko široko podporo ste dobili, tako je razumeti. A vas je to presenetilo? Ja in ne. Presenetilo me je sploh, da bi me želeli še enkrat predlagati, tako da sem nekaj časa vztrajala na tem, da le ne bi tega poslali, vendar je bilo to odločeno. In potem sem 8. oktobra, to je bilo že tik pred iztekom roka, mislim, da se je 14. oktobra iztekel, oziroma vem, da okoli 10. Takrat sem dala še soglasje, ki je nujno. Potem sem dobila pa še zelo veliko podpor, ki so bile poslane predsednici različnih društev, spominjam se onkoloških bolnikov, vseh, s katerimi sem sodelovala v zadnjih letih, ki so najprej to poslali predsednici, potem pa še meni v vednost. Ne vem, če vsi, ampak tega sem bila kar vesela, bilo je tega res ogromno. Seveda rečeš, nek pečat si pustil, vendar se bo veliko prijavljenih, in potem sem izvedela, da nas je 12 ali 14. Točno niti jaz ne vem tega števila. Bi, menite, morali vedeti točno številko, vse kandidate javno? No, jaz, ko sem kandidirala, so me takoj zatem, ne vem, kje so izvedli z STA-ja, vprašali, ali potrjujem kandidaturo. Zdaj za glavno favoritko in osebo, ki je najbolj bila izpostavljena, Katarino Bervar Sternad, smo vedeli že veliko prej, o njej se je pisalo in tako. Za ostale pravzaprav smo izvedeli naključno, nekaj slik se je pojavilo na televizijskih ekranih, recimo profesor doktor Pirtošek, z njim sodelujem v spominčici, se nekako nikoli ne omenja, pa se mi zdi, da je vreden velike pozornosti, ker je zelo ugleden nevrolog, z njim res že leta sodelujem, tako da sem kar pogledala, da je tudi on kandidat. Za nekatere ne znam našteti 14, niti najbrž 12. Ne vem, zakaj bi bili skriti, zato ker je to ena edina funkcija in to javna. Ampak prejšnje vprašanje, ne? Nihče od kandidatov, ki so se prijavili, ni primeren, tako je slišati iz... Ja, slišati je, torej, da tisti, ki so bili favorizirani strani predsednice, torej izbranci njeni, vso pravico ima, da izbere svoje kandidate, 4 nimajo podpore. Čisto na koncu pa se je res zapisal stavek iz predsedniške palače, da nihče nima. Iz tega sklepam torej, da smo bili ponujeni v razmislek strankam, pa nihče ne bi dobil podpore. Mogoče pa nismo bili, tako da jaz tega ne vem, ker se pač s strankami nisem pogovarjala, sem se pač vsem strankam predstavila. Jaz sem vedela, ker pri predsedniku republike smo že predtem opravljali mnogo razgovorov za pomembne funkcije, za varuha sicer ne, in čisto vsakemu kandidatu smo svetovali, da se predstavi strankam. Zato sem jaz takoj po kandidaturi pisala in so me tudi povabili na razgovore, pa tudi k predsednici. Tam je bila komisija in smo opravili razgovor. Namreč slišati iz parlamentarnih krogov, da pa bi morda lahko imeli podporo, ne? Ja, mogoče vi veste več, mediji zagotovo veste več kot mi sami kandidati. Jaz s strankami nisem sodelovala po tistem, ko sem bila pri njih, takrat sem imela zelo dober občutek.
najbrž tudi drugi, ne vem, kandidati, prihajali smo, izprašani smo bili, ti pogovori so bili zame izjemni, prijazni, nekatere sem celo poznala od prej, nekaterih ne, imamo kakšno novo stranko. Zdaj, ko smo v teh dneh poslušali to obmetavanje med predsednico republike in predsednikom vlade, je človek dobil občutek, kot da sta ti dve funkciji, varuh človekovih pravic in guvernerka Banke Slovenije, da je zdaj oboje nekako na politični tržnici. Češ, mi bomo dali predsednici podporo za njeno favoritko, to je gospa Bervar Strnart, tako smo nekako razumeli, na drugi strani podpre predsednica republike in predlaga Sašo Jazbec, pa tega ni želela storiti za guvernerko Banke Slovenije. A imate občutek, da sta ti dve funkciji zdaj na tržnici, da se merijo tukaj moči med predsednikom republike, oziroma predsednico republike in predsednikom vlade? Najbrž imamo vsi sedaj ta občutek, o tem tudi res poročajo številni mediji, tako da vidiš, da je kot neka vezana trgovina, kar najbrž ni prav. Če se pojavi nek kandidat in ima podporo, nima pa kaj ponuditi v zameno. Jaz recimo ne morem z ničemer trgovati, samo s svojim znanjem, kompetentnostjo, izkušnjami. Tako da mogoče je to tudi zato, ker se upada ta dva razpisa približno. Enemu je potekel januarja, drugemu marca. Vse se je nekako zavleklo pri guvernerju, ker je predlagala kandidata, ki ni uspel predsednica. Sicer bi najbrž že imeli, a ne guvernerja ali guvernerko. In tako prideta obe na plano in se o tem razpravlja. Seveda pa potem piše marsikaj, da kdo kaj ponuja v zameno, da bi podprl, če bi tega ali onega. Za ljudi najbrž to ni prav prijetno poslušati. Kako pa ste vi videli to javno obmetavanje med predsednikom vlade in predsednico republike? Jaz sem najprej zasledila izjavo predsednika vlade, ki je bila huda na račun predsednice, in takoj potem seveda isti dan popoldne odziv predsednice. Že dalj časa sicer spremljamo, da si nista najbolj blizu, čeprav bi to celo presenetilo nas lahko, ker sta s približno istega političnega pola. Vendar očitno so neka trenja, nerazumevanja. Vsi bi si želeli, da do tega ne bi prišlo. Zgodovina pozna nekaj takih, spominjamo se prvih predsednikov, samo mislim, da nikoli tako izrazito. Jaz bi si zelo želela, da bi to opravila nekako v kabinetu enega ali drugega sama, in potem javnosti predstavlja, kaj mislita in kaj menita. Taki spori ne prinašajo veliko dobrega. Ampak začel je nekako, se je zdelo, premier, ampak kar je meni bolj zanimivo s temi svojimi ocenami, da je predsednica na nek način nesposobna, je napadel praktično edino politično funkcijo v državi, ki je neposredno z večino glasov voljena od volivk in volivcev. Ja, slišati je bilo res tako, to so bile kar take težke besede, vendar potem je ona svoje povedala. Funkciji sta na nek način ločeni, na drug način pa tudi povezani. Ko sem bila pri Pahorju, sem velikokrat poslušala, se je bilo treba lepo dogovarjati, da sta se srečala, imeli so kar veliko srečanj, tudi s predsednikom ali predsednico državnega zbora, takrat je bil predsednik. Mislim, da je to potekalo v redu. Mogoče je bilo tudi kaj za zaveso ali v kabinetu skritega, vendar trenj posebnih ni bilo. Ljudje pač seveda imamo radi ljudi, ki so na pomembnih funkcijah, ne da so istih prepričanj. Se mi zdi, da to ni tako pomembno, vendar da se znajo pogovarjati. Pogovor je vedno tisti, v katerem se vemo, kako je zdaj z vojnami, kako se kregajo veliki voditelji, in nam seveda to tudi ni všeč. Vrniva se zdaj k podpori, ki jo potrebuje varuh človekovih pravic oziroma varuhinja v državnem zboru. Podpora koalicije ni dovolj. Ja, vedno je bilo tako, veste, pa še pravzaprav javno glasovanje. To govori o tem, da tisti, ki kandidira oziroma ki ga predsednik ali predsednica predlaga, mora uživati res širšo podporo. To se mi zdi pomembno. Sicer bi bil vedno izvoljen in potem imenovan tisti varuh, ki bi bil
pač v večini v parlamentu. Govorijo torej o neki dvotretjinski podpori. Ja, to je kot spreminjanje ustave ali pa fiskalni svet. To je res težko doseči, ker vidimo, koliko se prizadevajo tudi za spremembo načina volitev, pa nekako ne uspe. Vse dvotretjinske podpore je težko doseči. Sploh se mi zdi letos, ki je leto pred volitvami, mogoče še težje, vendar datumi so taki, kot so. Ko so pisali zakon o varuhu, so najbrž ravno to mislili. Varuh je varuh vseh državljanov in bi bilo zelo krivično, če bi pripadal eni opciji. Zdaj nekomu v trenutku je lahko to všeč, vendar potem se obrne oblast in potem rečejo, za vse druge funkcije je dovolj 46, celo za ustavne sodnike, čeprav sem slišala kar nekaj pripomb na ta račun, da bi tudi ustavni sodniki morali imeti 60 potrebno večino, vendar najbrž potem bi jih še težje dobili, kot jih sicer. Ja, morda je to dobra iztočnica, kajti ravno v tem Golobovem mandatu se je nekako pokazalo, kako ideološko razdaljeno je postalo ustavno sodišče. Mi imamo to razmerje 6:3, ki ga že vnaprej lahko predvidevamo. To se ne bi smelo dogajati na ustavnem sodišču. Ja, sploh se vsak ima neko prepričanje, vendar se vemo, pa da že vnaprej vemo, da bo 6:3. Ja, ko pa sodiš, moraš soditi mimo tega svojega prepričanja. Zdaj bo prilika za več novih sodnikov, celo letos 2 in prihodnje leto 3 ustavni sodniki, torej kar 5 se jih bo zamenjalo, kar bo tudi velik preizkus. Res pa ob 46 potrebnih glasovih je lahko veliko lažje, kot če bi bilo potrebnih 60. Ja. Zakaj potrebujemo funkcijo varuha človekovih pravic? Verjetno državljanke in državljani ne vedo vsi, kaj ta funkcija pravzaprav prinaša in kakšno moč ta funkcija ima na, izvršno ali pa zakonodajno vejo oblasti. Ja, varuh je zelo pomembna funkcija. Jaz sem vesela, da vsaj sedaj, ko ga nekako težje dobivamo, se veliko o tem govori, kako pomembno. In ko ga že toliko časa čakamo. Tako. Ja. Mogoče, če bi bilo to z lahkoto, da bi šlo skozi parlament, niti ne bi vedeli, kako pomembna funkcija je to. Varuh, jaz večkrat ko sem bila še aktualna in tudi kasneje ponazorila to, kot da je varuh na nekem mostu in kontrolni most, ki kontrolira tisto, kar prihaja od ljudi z ene strani in to sporoča oblasti, ki je na drugi strani. Varuh ima močno funkcijo tudi glede zakonov, ki se sprejemajo, kajti o njih lahko daje mnenja, še preden do njih pride. Vpliva pa tudi na ta način, da odpira svoje pobude. V mojem času, recimo spominjam se požara na Vrhniki, še isti večer, ko so mediji poročali, kaj se je... Govorite o Kemisu. Ja, Kemisu, ko se je to zgodilo, sem že pisala, takrat nismo tako zelo upoštevali tega, da imamo pravico do odklopa. Jaz je dostikrat nisem upoštevala pri sebi nikoli, pri drugih sem bila malo bolj pazljiva. Že pisala pristojni namestnici, jutri moramo odpreti spis. To pomeni, da je lahko varuh na svojo pobudo začel raziskovati. Ni čakal, da bi ljudje, ki so bili prizadeti v požaru, ki niso vedeli, ali lahko uporabljajo zelenjavo, kakšen je zrak, ali pošiljajo otroke v šolo, smo se mi že vpletli v ta primer in tudi kasneje pri mnogih primerih, zlasti okoljskih, smo bili zelo aktualni. Seveda je zato treba slediti tudi vsem novicam, vsem poročilam. Jaz sem bila tukaj zelo na tekočem z vsem, tako da ni bilo potrebno, da se ljudje obrnejo nate. Veste, na varuha se obračajo tisti ljudje, ki so šibkejši. Če imaš denar, to sem vedno povedala zaposlenim, ko smo odgovarjali ljudem na pobude, če imaš denar, stopiš do odvetnika, ga plačaš, lahko 2, 3, in potem se boriš za svoje pravice. Če ga nimaš, če si v neki skupini, ki je deprivilegirana, če si otrok, starejši, potem mora varuh paziti na vse te pravice, skrbeti, kaj se s to populacijo dogaja in seveda vpliva tudi modro na oblast. Poročilo ni dovolj, izide enkrat letno, obravnava se ga, vendar z zamikom.
Poročilo je vedno treba oddati do septembra za preteklo leto. Obravnava se šele oktobra, torej je že novo leto mimo, in zato tudi, kadar ga predstavljaš v Državnem zboru, se poslanci obračajo nate ne s tvojim poročilom, pa kar z aktualnimi temami, ker je to pač tisti hip aktualno. Varuh mora bdeti nad vsemi ljudmi v državi, predvsem pa nad šibkejšimi, nad zakonodajo, nad oblastjo, da si ne vzame preveč prostora in odloča o ljudeh in njihovo škodo. Namreč v središču pozornosti medijev je varuh človekovih pravic ponavadi enkrat na leto, ko je to poročilo javno objavljeno, ko ga preda predsedniku republike, ko ga prinese v Državni zbor. Nekako vlada prepričanje med državljankami in državljani, da je to neka funkcija, ki ima nek svoj namen, ampak vi že lahko opozarjate, ampak nekega neposrednega vpliva na izvršno vejo oblasti, če se nekaj odloči, pa nima. Imaš? A veste, da je v zakonu tudi člen, da te mora v enem samem dnevu sprejeti najkasneje v 48 urah katerikoli minister. In se je zgodilo, takrat, ko so bile podrejene obveznice, če se spomnite, še zdaj se dogaja pač spor okoli tega, različne sodbe. Sem obiskala ministra za finance Čuferja takrat in sem mu predočila. Potem je bil upor na Dobu, pazniki, tudi zdaj imamo težave, ker ni dovolj kadra, ampak takrat smo bili pred resno situacijo, je bilo treba predsednico vlade Bratuško poklicati in povedati, da je stvar hudo resna in je treba reagirati. Torej, moraš biti zelo, zelo aktiven, prepoznaven. Jaz sem imela tudi navado, da sem imela kar vsak mesec novinarsko konferenco. Konferenca za medije je zelo pomembna za transparentnost. Pridejo različni mediji, ki vprašajo karkoli. Poveš, čim si se ukvarjal, pa tudi na terenu, ko sem bila. Vsak mesec smo obiskali eno občino, torej 72 v mojem mandatu, in lokalno je pomembno, da si prisoten. Torej, v vsakem kraju smo ob koncu pripravili konferenco za novinarje in takrat so imeli možnost vse vprašati, jaz pa možnost zvedeti. Ne vem, če se spomnite založenih oporok, ki so dvignile ogromno prahu v Sloveniji, bilo jih je 1000 založenih. O tem sem spregovorila na novinarski v Novi Gorici. Namreč tam je prišla neka stranka, ki mi je to povedala, da je šlo za neko založeno poroko, da so jo našli kasneje, ko so že razdelili premoženje. To je dvignilo toliko prahu, da se je potem spremenila zakonodaja in se sedaj oporoke hranijo pri notarjih. Ni več možnosti, da bi se založile. Torej, tvoja volja bo uresničena po smrti. Še veliko je bilo takih dogodkov. Zdi se mi, da moraš imeti ne samo karizmo, znanje, kilometrino, moraš biti prepoznaven, da rečejo k temu ali k tej bom šel. Zakaj se zdi, da pa so vendarle stalne pritožbe nad varuhom človekovih pravic, ki ponavadi tudi v času, ko ste bili vi varuhinja, so prihajale iz opozicije? Vedno. Zakaj? To ni čudno. Opozicija vedno kontrolira oblast. In če opozicija ugotovi, da nekaj ne deluje, sporoča varuhu. Zdaj seveda varuh mora biti tako močna osebnost, da si upa reči, to je narobe, pa čeprav vlada neka koalicija in ima večino, seveda na različne načine lahko opozarja, in enkrat je všeč opoziciji, enkrat koaliciji. Zato so vedno rekli, da ne moreš ponoviti mandata, da se vedno zameriš, če si dober varuh. Ni bilo zato, da ga jaz nisem takrat ponavljala, zato ker ko sem bila z zadnjim poročilom v Državnem zboru, sem bila deležna kar lepih pohval. Takrat me ni podprla na začetku edino Nova Slovenija. 4 glasovi so mi manjkali od vseh poslancev, ki so bili prisotni, dobila sem 82 od 86. In veste, kaj mi je bilo pa najbolj všeč? Zaključevala sem mandat, prišla sem z zadnjim poročilom in poslanec Horvat, ki je še sedaj aktualen v Novi Sloveniji, je rekel, če bi vedeli, kakšna varuhinja boste, bi vas tudi mi podprli. To mi je pa res nekako godilo in se poglej, naredila si nekaj dobrega. Vaš naslednik Peter Svetina. Ja. Ostaja v zraku občutek, da se je premalo oglašal. To prihaja tako od stroke, od politike, tudi od medijev. Kakšen je vaš občutek? Zdaj, tako si veste, da je zelo nehvaležno, da lepo ali grdo govoriš. A je nehvaležno, ker je padel v zelo težko obdobje?
Tudi to je res, vendar vsak mandat ima neko težko obdobje, ne. Sedaj smo imeli poplave v tem zadnjem času, potem seveda covid je bil za vse presenečenje. Mogoče res, da ni bil tako opazen v javnosti ali morda že prej prepoznaven, zato ker sem se včasih borila z ljudmi. Bilo je pravzaprav kar hecno, ko so mi rekli: "Joj, sedaj vas pa malo manj vidimo v javnosti." Pa sem rekla: "Veste, nisem varuhinja." "Kako da ne? Saj ste še." Ne, nisem." In sem pravzaprav jaz morala jim dopovedovati, da nisem. Večkrat sem bila tudi povabljena na kakšne dogodke, ki bi seveda bolje spadali k varuhu, pa sem se opravičila, rekla: "Dajte recite aktualnemu, prav smo možje, pa ne pride." In potem sem jaz sprejela, no, tako da mi ni bilo težko to sprejeti. Zagotovo covid ni bil lahek zalogaj za nikogar. Takrat sem bila ravno svetovalka predsednika republike in mislim, da nikoli kot tožilka nisem prejela, sploh ne, taka pisma, kot smo jih dobivali pri predsedniku. Nič ni bilo v redu. Če je predsednik šel na teren, pa se veste, enkrat v naravi sicer bil brez maske, halo. Ko je šel k starejšim v domove, smo mu celo svetovali, da so tako osamljeni, da naj seveda prek megafona sporoča svoje lepe želje. So se zbrali na balkonih, je bil očitek, da bodo vsi zboleli in pomrli. Ampak potem so prišli glasbeniki, so jih pa lepo sprejeli. To me je malo motilo, ne. Dobivali smo grozna pisma. Jaz sem pokrivala to področje zdravja, človekove pravice, a ne, spadajo pod to. A veste, da včasih zjutraj se nisem upala odpreti računalnika. Bilo je recimo od tega, da so ljudje zahtevali strožje ukrepe. Kaj se pa greste, a se misli predsednik kaj bolj oglasiti, zakaj eni ne nosijo mask, zakaj je to odprto. Po drugi strani pa ogromno pripomb. Mi se ne bomo pokorili temu, se ne bomo cepili. Tako da je predsednik kar veliko skupin, spomnim, smo se srečali z učitelji, profesori, starši, zelo različnih mnenj so bili. Tako da je bila Slovenija zelo razklana. Takega obdobja si človek ne želi več, res pa, da imamo veliko več izkušenj. Ko je nekaj prvič, ne veš, če ni smrt za vogalom. In smo recimo cepili se, nosili maske, hodili v trgovine tako, kot je bilo določeno. Zdaj najbrž bi znali to mogoče drugače rešiti, morda je tudi virus šibkejši, vendar ko vsak dan slišiš, koliko ljudi umre, te je strah. Cel svet je bil v krču. Celo moram reči, da nismo bili najhujši po ukrepih. Ko so trdili, da je bilo najhuje, sem rekla, v Avstriji je celo zakon o obveznem cepljenju. Sicer je veljal en čas, ampak je bil. V Italiji vem, da je bilo zelo hudo. Ampak so bili ljudje, veste, ki pa niso nič priznavali, ki so trdili, da so slike, ki prihajajo iz Italije, ponarejene, da pri nas ljudje ne ležijo v bolnici v kliničnem centru, da sploh ni res, da jih je toliko umrlo, da umrejo od drugih bolezni. Tako da je bilo kar težko v tistem obdobju za predsednika, kjer sem pač bila in sem morala tem ljudem odgovarjati in seznanjati predsednika. Predsednik republike je poskušal odigrati državotvorno vlogo, ne, povezovalno, ampak zdi se, da je, to ste zdaj že sami nekako namignili, naletel na velik odpor javnosti, ne. Saj nekako je bilo pričakovano, da več bo tega zapiranja, več bo omejitev, prej se bodo ljudje obrnili, ampak tu je šel ta očitek tudi, da na nek način kolaborira z Janševo vlado, ki je bila takrat potem tako sovražena. Imel je sestanke, seveda, s predsednikom vlade, saj to je bilo nujno. Celo svetovala sem mu, naj se poveže z varuhom, kajti varuh je tisti, ne predsednik republike, ki mora skrbeti za pravice ljudi, tudi njega je povabil. Bilo je seveda izjemno težko nasprotovati, zato ker pravzaprav ti ne veš, če stroka, on je zelo veliko dal na stroko, povabil je vse možne strokovnjake, zdravnike, smo jih gostili večkrat, in na koga se boš pa zanesel, če ne na stroko. Ampak žal ljudje niti stroki ne priznavajo vseh kvalitet, pa se je našel tudi kakšen zdravnik, ki je nasprotoval, potem so samo tega seveda predstavljali. Ni bilo lahko. Tudi svetovanje v tistem času, kako ravnati, vem, da se je cepil, pa so mene prepričevali, da se ni. Sem rekla, da smo vsi to videli in da je bilo res, vsi predsedniki pomembni so se istočasno. A veste, so bili ljudje, ki so rekli, ne mi tega govoriti, on se ni cepil. Ampak
Zdaj to obdobje, ne, ko govoriva o koroni, začelo se je seveda najprej z omejitvami, omejitvami gibanja in zapiranjem v občine. Ne. Kaj so tukaj ljudje rekli in kako ste vi to videli kot varuhinja? Ne? Tudi z vidika, da češ naj bi tista vlada vladala z odloki. Po svoje sem bila vesela, da nisem varuhinja v tistem obdobju, ker se nekaj to pa ni lahko. To je pa izjemno težko. Zdaj seveda je boljš zakoni, če jih normalno, kot pravnica, to vem. Samo včasih je dovolj tudi beseda. A veste, pri nas je lahko zakon, pa ga kršijo. Jaz vem, da je veliko ljudi iskalo zasilne izhode, celo ponarejali so dokumente o cepljenju, o tem se je na veliko pisalo in govorilo, potem hodili v druge občine na razne načine, se celo prepisovali, kot veste, v kakšne turistične kraje, ker so imeli... Gora je zaživela, ne? Ja, tako da pravzaprav sem ugotovila to, kar vedno ugotavljam, da je ljudstvo zelo zvito in da vedno najde izhod. Seveda ne vsi. Nekateri so se zelo držali vsega, kar je bilo, drugi pa se tudi vedno upirajo. Tistih pisem iz tega obdobja, namenjenih predsedniku, ne bom nikoli pozabila. Ampak a mislite, da so bili očitki o neustavnosti teh odlokov upravičeni? Tudi Ustavno sodišče je nekajkrat poskušalo poseči v to. Ja, Ustavno sodišče, na katero se je obrnilo kar nekaj ljudi, ki so mislili, da so pač s tem prizadeti, je odločalo še kar dokaj hitro in zaključilo, da je seveda lahko odlok nekaj, kar tako izpodbijaš in ni veljaven. Vendar jaz vem, da vsi, ki so odločali v tistem času, so bili v težkem krču. Na eni strani imaš grožnjo smrti, bolezni, neznanje o tem, velike pritiske ljudi. Se pravi, mi smo dobili celo pisma, da je predsednik premalo učinkovit, da je vlada premalo učinkovita in seveda povsem nasprotna. Veste, lahko je biti general po vojni in po bitki. Potem veš, česa ne bi smel, kje bi lahko bil boljši. Tako da zagotovo imamo zdaj prvič v življenju izkušnje tudi s tem. Tudi pri poplavah je bilo enako. Ne? Groza, obljubiš, potem ne moreš izpeljati vseh teh hiš, tudi ljudje nasprotujejo marsičemu. Tako da vsaka taka stvar je pravzaprav vaja za naslednjo. Ampak so pa nas stalno v bistvu ponavljali, da se kršijo človekove pravice. Ti očitki so prihajali tudi iz tedanje opozicije, ki se je potem nekaterim protestom celo pridružila. Zbiranje je bilo takrat prepovedano. Skratka, da tudi to ni bilo v skladu s človekovimi pravicami. Veliko izzivov je bilo takrat za Petra Svetino, ki je nekako sicer ostal bolj ali manj tiho, nekajkrat se poskušal oglasiti, naj bo vlada bolj previdna, ampak ti očitki, ki so leteli v zvezi s kršenjem človekovih pravic, pa na drugi strani grožnje epidemije. Kakšno je bilo to razmerje, kako bi se vi s tem soočili kot varuhinja? Veste kaj, vedno je treba tehtati. Ne? Pri človekovih pravicah nimaš pravice do zdravja, ker ti ga nihče ne more dati, imaš pravico do zdravstvene oskrbe. In zdaj tehtaš, kakšna je bolezen in kakšna je zdravstvena oskrba in kaj je treba narediti za to, da ohranimo zdravje večine oziroma vsaj življenja. Zagotovo bi se oglašala, seveda bi vabila predvsem strokovnjake, jaz nisem noben strokovnjak za te bolezni, daleč od tega, in mislim, da poveš ljudem, kako je hudo, kaj se dogaja, zakaj je kaj sprejeto, da morda je bolje kot tišina. Je pa vedno, veste, tudi če bi ravnali drugače, bi pa nekdo očital, da ne skrbijo, da jih preveč umre, da ob drugačnih ukrepih bi jih pa morda manj umrlo. Tako da vse te grožnje, vsak dan, koliko je obolelih, koliko je mrtvih, tudi zapiranje domov. Jaz bi bila izjemno rada, vsi veste, Pahor je šel, pa je stal na cesti pred domom, pa je bilo narobe. V bistvu zelo rada, želela bi si, da bi se poslovili od sorodnikov, ki so umrli. Si ne predstavljam, kako so se počutili osamljeni, zlasti, če si morda malo dementen, če si zelo dementen, niti ne veš. No. Je bila še sreča pravzaprav za nekatere, da se niso zavedali, kaj se dogaja, kakšna huda bolezen je prišla.
pravzaprav niso spremljali najbrž tega. Za tiste pa, ki so v domu vedeli vse to in spremljali, je bilo pa najbrž težko ostati brez svojcev, brez obiskov, v nekih sobah, odkoder so vsak dan koga odpeljali, včasih celo v mrtvašnico. Tako da ne bi si želela, da doživimo še kdaj kaj podobnega in vsakokrat se zdrznem, ko slišim, da prihaja neka nova epidemija. Res pa, da smo imeli včasih, če se spomnite, tudi kakšne grožnje, pa so ptice poginjale, pa smo se zelo bali ptičje gripe, vendar nikoli tako hudo, kot je bil res COVID-19. Tako da ne zavidam nikomur, ki se je moral v tako težkih časih odločati tako in drugače. Celo ko je grozilo, da ne bo dovolj postelj, pa da bi se morali zdravniki odločati, komu še nuditi kisik, ali ga bo zmanjkalo. Ampak čeprav razumem, s tem zapiranjem po vaše ljudem niso bile kršene pravice, kar še danes, 5 let kasneje poslušamo. Če bi morda sprejel zakon in to določil, sploh ne bi imel pol kaj očitati, ker je grožnja smrti bila hujša kot to, da ne moreš od doma. Saj marsikdo si niti ni želel od doma, je bil raj doma. Takrat se je tudi uvedlo delo od doma, ki še sedaj pravzaprav je zdaj prisotno, se je udomačilo, bomo rekli v Sloveniji. Mi smo ga že poznali pri varuhu, ne pa seveda tako prisotno. Za tiste, ki so bili oddaleč, smo jim nudili, da so enkrat, dvakrat tedensko doma. Slovenija je začela drugačno življenje. Morda tudi bolj ceniti zdravje, zdravnike, čeprav žal ne, so tudi proti zdravnikom letele težke besede. In ko smo nosili maske, sem vedno vsakomu rekla, 10 minut z masko ali pa pol ure ni nič v primerjavi z zdravnikom, ki je v skafandru po 5-6 ur in izpostavlja sebe, celo nosečnice so bile. Pravzaprav res tako hudo obdobje, da šele sedaj lahko naredimo pregled za nazaj. Takrat smo bili vsi preveč vznemirjeni, po eni strani te vse motilo, da ne moreš v trgovino, tu se veste za starejše omejitve določene ure, pa so hodili tudi mladci, ne pa izkoriščali. Ugotovili pa smo, da smo Slovenci izjemno iznajdljivi. Iz vsake take krize najdeš neke izhode. Ne? Ampak je bilo pa vseeno neverjetno spremljati reakcije državljank in državljanov ob tem, kaj se je dogajalo čez mejo. Ne? Težko je očitati tedanji vladi, predsedniku republike, da javnost ni bila obveščena o tem, kaj se dogaja. Ne? Ampak prej ste sami omenjali, ne? Mnogo bolj stroga zapiranja so imeli v Italiji, Franciji, Avstriji. Ja, k sreči imamo zdaj medije, ki poročajo vse povsod. In če se spomnite Wuhana, tržnice, ne vem, ali je bilo tržnica ali laboratorij, to nihče ne ve, ne? Ampak ko smo že o tem slišali podatke, bi se nam včasih zdelo nemogoče, ob sodobnih sredstvih in potovanjih pa vemo, da iz Wuhana prideš zelo hitro lahko v Evropo, in potem se je začela Italija, krste, najbolj si zapomnim nekega frizerja, ali ne, župan je bil, meni se zdi, ki je rekel za v krsto, ne rabite frizure ženske. To je bilo kar prav grozljivo slišati. Ja, ampak tisti, ki so šli ali v Avstrijo ali Italijo, so trdili, pa sej drugje ni tako. Jaz pa mislim, da je bilo tudi drugje kar hudo. Kolikor poznam ljudi, ki so in živijo v Italiji. Eno je bilo zapiranje, drugo je bilo cepljenje, ki ste ga prej sami omenjali, in tudi s tem povezan tako imenovani PCT pogoj, ki je na ulice potem privabil tudi zelo nasilne protestnike, in ko je bil uporabljen vodni top. Skratka, kako pa ste ocenjevali v kabinetu predsednika vlade tedaj, kako je s tem PCT ukrepom, a gre tukaj za kršenje človekovih pravic, tisti, ki se niso želeli cepiti, ne, kajti prisiliti jih v to nismo mogli, potem niso mogli normalno živeti, ne, recimo tudi tankati goriva na Petrolu, vsaj en dan je bilo tako. Ne. No, veste, jaz, kar se cepljenja tiče, sem pa kot varuhinja doživela eno zelo hudo izkušnjo, cepljenje otrok. Ravno v tem mojem obdobju so prišli prav protestniki k varuhu, sem se z njimi pogovarjala v knjižnici Bežigrad, bilo jih je ogromno, ki niso želeli cepiti otrok, češ da povzroča cepljenje avtizem. Jaz sem jim prisluhnila, seveda sem povedala svoje mnenje, da se ne cepiš samo zase, ampak tudi za druge. Oči mi je pa odprl en oče, ki je imel 6 otrok, prišel je v Vipavi na pogovor
in je pripeljal avtista. In takrat sem seveda pričakovala hudo reakcijo, da bo rekel, poglejte, 5 zdravih otrok imam, 6 je pa avtist, dal sem ga cepiti. Je rekel, veste, za cepljenje moraš biti zdrav. Mi smo malo izigrali, otrok je bil bolan, ampak smo ga hitro cepili, jaz ne pripisujem avtizma cepljenju. In seveda smo se potem soočali s temi starši, kot veste, zdaj se govori o ošpicah, neprecepljenost je tudi kar precejšnja na nekaterih območjih Slovenije. To je pravzaprav isti ljudje, ki so temu nasprotovali, so potem tudi cepljenju. Jaz ne moram trditi, in nihče najbrž, da ni posledic tako covida kot tudi cepljenja. Možno. Organizmi so zelo različni, na nekoga se, veste, že injekcija povzroči lahko nevšečnosti, kaj šele potem cepljenje. Tako da še dobro, da je bilo prostovoljno, jaz sem bila tega vesela, ker gorje, če bi uvedli obvezno. Takrat se je obvezno predpisovalo za vstop v vrtec, če veste, pa je bilo zelo velik odpor, češ ne, otrok lahko gre tudi necepljen. Vendar, kaj pa, če zbolijo drugi, ki se ne smejo cepiti, so tudi taki otroci. Tako da ta tema nas še vedno razdvaja, upam, da manj kot nas je, in da z ozirom na pojave nalezljivih bolezni v tujini vseeno narod ve, da je vseeno bolje precepljenost, kot če otroci ne bi bili cepljeni. In to seveda lahko potem prevzamemo tudi k odraslim. Ja, k sreči je danes to obdobje le še oddaljen spomin, kar pa na nek način tudi povzroča dvom med ljudmi, ne, da je sploh bilo tako hudo, kot so nas strašili. Ne. Ampak, če se zdaj premaknemo naprej v čas Golobove vlade, ki je sledila koronskemu obdobju tretje Janševe vlade, en tak očitek, ki je šel na varuha človekovih pravic Petra Svetino, je tudi odločitev te Golobove vlade že kmalu po nastopu, da ukine muzej spomina na povojne poboje in hkrati tudi spomina na vse žrtve, ne, se pravi tudi praznika. So tukaj bile kršene človekove pravice svojcem teh žrtev? Glejte, kadar je nekdo žrtev nečesa iz preteklosti, je vedno prizadet, ne. Imeli smo veliko takih dogodkov, ki nas močno razdvajajo. V mojem času so bile že proslave včasih problem. Ne ena državna, ampak 2. Seveda potem najdbe marsikaterih okosti v Sloveniji, ki nas spominjajo na nečastno zgodovino. Jaz sem bila tudi v Mariboru, takrat, ko je bil ta velik pokop na Nabrežju, spomin, takrat je bil tudi predsednik Pahor, jaz sem bila varuhinja. Jaz priznavam ljudem, ki so izgubili svojce, kadarkoli, pravice do groba, do poslovitve od njih, do spomina nanje. In pravzaprav nihče nima potem pravice posegati v to tvojo žalost. Zato se mi zdi, da bi morali biti v teh primerih bolj strpni. Predsednik republike Borut Pahor se je oglasil, ne. Ja. Zelo je ostro obsodil odločitev, da Golobova vlada ukine oboje, ne, in praznike. Bolje je stvari, ki se nekako primejo v domačijo, pustiti, ker vsaka taka vrnitev v prejšnje stanje povzroči revolt ljudi. Že tako imamo veliko nasprotovanj in zakaj bi generirali nova. Tako da jaz sem bila vedno, udeležila sem se vseh teh proslav. Moraš biti kar širok in strpen in razumeti drugačne. A veste, v tem je tudi pomembno. Ti ne moreš svojega prepričanja. Ti živiš v nekem okolju s takimi drugačnimi starši, zakonci, otroci in si v nekaj prepričan. Ampak če ti nekdo pove neko drugo zgodbo, je ravno tako lahko prizadet in moraš biti vsaj strpen. Jaz pogrešam to strpnost med ljudmi, ali pa tisto, da takoj rečejo, ta ni naš. V čem je to ni naš? Lahko se ne strinjaš z njim, lahko mu poveš, ne moramo imeti, to mi je vedno profesor Petrič rekel. Midva včasih razmišljava, je rekel, drugače. Ampak na koncu se lepo pogovoriva. In tako smo poskušali tudi predsedniku svetovati, vsak z tega svojega področja, kolikor ga je poznal. Jaz zelo poslušam druge. Se mi zdi, to je ena izjemna lastnost, da nisi a priori proti. A veste, vsak ima lahko, tudi ko smo prej govorili o tem cepljenju, ne morem trditi, a ne, da ni kakšnih posledic na zdravju.
daleč od tega. In zato pri takih dogodkih, ki jih neka vlada sprejme, v zakon je bolje iti mimo tega, kot sprožiti revolt ljudi. Ampak če bi vi bili na mestu Petra Svetine takrat, ko se je ta muzej ukinjal, ko se je ta praznik ukinjal, bi se vi oglasili, kaj bi povedali? Jaz sem imela kolegi z najožjimi namestniki, tudi zadolženi za to področje so bili, in zagotovo bi sledila potem njihovemu mnenju. Mi smo sprejeli potem, nikoli se nisem sama opredeljevala do vseh stvari, ker vsega ne veš. Zato pa imaš 4 namestnike, in se z njimi pogovoriš in potem javnosti predstaviš stališče varuha. To se mi zdi pomembno, da ne vsiljuješ samo svojega kot najbolj pameten. Pameten je tisti vodja, ki ima bolj pametne sodelavce, ki ga poučijo. A veste, zato je pri varuhu zdaj že mislim, da 60, če ne 70 zaposlenih. Večina pravnikov, jaz sem pustila Petru Svetini izjemen kolektiv, čudovite ljudi, take, ki res znajo. Seveda pa ob kakšnih temah moraš pa kot varuh potem tudi svoje mnenje povedati ali pa poskušati najti konsenz. Tudi ni bilo vedno lahko, veste, tudi na kolegijih smo imeli 4 namestniki, pa jaz kakšno različno mnenje. Bi moral ljubljanski župan oziroma država najti prostor za pokop teh žrtev, recimo iz Macesnove Gorice na Žalah? Ja, to bi bila lepa gesta ljubljanskega župana, če bi recimo rekel, končujem mandat, ne vem kateri točno, in mislim, da je čas, da tudi to uredimo. Ta bo 5. Nisem toliko jih štela, vem, da so že 4. Prihodnje leto bo 20 let. No, in da bi se recimo lepo pogovorili in vse žrtve imajo pravico do mirnega spanja tudi po smrti. Recimo tukaj so tudi Romi, ki se jih ne želi pokopati, na žalost. Ja, za Rome sem tudi velikokrat šla ob dnevu Romov v aprilu, 8. ali 9. K njim na različne proslave in vem, da so imeli tudi veliko žrtev med vojno, in da so to zelo težko doživeli, in sem tudi temu, vem, da smo imeli v Španskih borcih celo razstavo. Kaj pa lahko varuh doseže, kako lahko varuh recimo pripomore v teh naporih, da bi se recimo vendarle na Žalah našel prostor za pokop teh žrtev? Varuh s svojo lepo besedo, avtoriteto, prepoznavnostjo stopi pred javnost oziroma na 4 oči se z nekom pogovori, ki je za to odgovoren, ali pa zbere več ljudi, ki o tem razpravljajo. Mi smo imeli tudi na take pereče teme kakšne posvete. Je pa zagotovo to za vas bila prvorazredna tema, če prav razumem. Ja, zagotovo ne je bila drugorazredna, ja. Okej, če se zdaj premaknemo malce naprej, zakonodaja, takšna in drugačna, buri duhove v teh dneh. Če se dotaknemo najprej zakona o zdravstveni dejavnosti, ker je pač dvignila na noge skoraj kompletno zdravniško stroko, gre tukaj v osnovi za popolno razmejitev javnega in zasebnega zdravstva in na nek način omejevanje zdravnikov v javnem zdravstvu, da bi delovali še pri zasebnikih. Gre tukaj za kršenje njihovih človekovih pravic, kar zdravniki zdaj pravijo? Če bo premalo zdravnikov, če bi odšli recimo v zasebni sektor, bi zagotovo prišlo do kršenja, ker imamo pravico do zdravstvene oskrbe in to z javnega varstva. In če bo ta pač čas, ko bomo prišli do tega zdravnika podaljšan, take grožnje so, potem bo to kršeno. Ta hip se zdravstvo trudi, izboljšuje. Jaz poslušam ljudi, veliko ljudi, ko hodim po Sloveniji, mi pripoveduje, meni je čisto vseeno, kdo me zdravi, samo da dobim hitro zdravnika in takrat, ko ga rabim. Rabim ortodonta, jih je premalo, pediatra, rabim pač operacijo, če je ta nujna, seveda do nje pride. Te čakalne dobe bi morali pravzaprav pregledati, a jih je res toliko brez zdravnika in je res tako dolga čakalna doba, ker ti mnogi dobijo zelo hitro oskrbo v drugem kraju. Gredo v Maribor, so zelo zadovoljni, na Ptuj, o tem mi pripovedujejo. Tako da ljudem res je vseeno,
Pomembno je, da država zagotovi, da to deluje. Zdaj, če je res, da ne bi odšli v zasebno, ker tudi v zasebnem najbrž moraš imeti kapital, da začneš, vse ne bodo mogli zaposliti, potem je v redu. Za tiste, ki si lahko privoščijo plačati, bo še vedno zasebnik prvi, kamor bodo šli, morda ga že imajo. Za vse preostale, večina ljudi pa nima denarja, da bi si privoščila niti pregled, kaj šele operacijo pri zasebniku, je pa prav, da deluje javno zdravstvo in država mora poskrbeti za to. Vlada je med drugim prepovedala zdravnikom na nek način tudi stavkati, tako da je ta stavka nekako potem zvodenela. Stavke nismo nekako čutili, razen na začetku, ko se je govorilo, da odpade operacije, potem se je to nekako umirilo. Zdaj hudo bi bilo, ne, če bi rekli danes v kliničnem centru stavka, ne vem koliko zdravnikov je tam, 90% zdravnikov. Si predstavljate ljudi, pa posledice, koliko bi jih umrlo, koliko bi se jim zamaknile operacije. Tako da na ta način se mi zdi pomembno, da se zdravniki najde skupni jezik. Zdravnika pravzaprav, dokler ga ne rabiš, ga ne ceniš dovolj. Ko ga potrebuješ, bi mu dal vse. Ja, ampak tukaj se zdaj nakazuje cela vrsta morebitnega kršenja človekovih pravic. Ne? Očitalo se je zdravnikom, Robert Golob je to večkrat javno govoril, ne? Da pač se v javnem zdravstvu ne potrudijo dovolj, da so bolj motivirani, da delajo pri zasebniku in da paciente v javnih ustanovah vabijo, če želijo priti prej na vrsto, k zasebnikom. Da so tukaj kršene človekove pravice, pravice pacienta. Na drugi strani pa zdravniki opozarjajo, da se njim kršijo pravice, ker ne morejo delati popoldan, če imajo dovolj energije pri zasebniku. Jaz mislim, da je tukaj na vodstvih velikih centrov, bolnišnic, da uredijo, da zdravniki delajo tistih 8 ur, ki so nujne, oziroma krajši delovni čas, kot je zdaj nekako predvideno, in potem gredo, kamor želijo, tudi k zasebnikom. Slišimo za 20% možnost, to je pa tako kot profesura, recimo, ki jo lahko imaš v kakšni funkciji. Vodstvo bolnišnic mora zagotoviti, da so operacijske dvorane zasedene in da se ne očita, da zdravnika, ki je zaposlen in plačan v javnem zdravstvu, najdeš istočasno, ko bi moral biti v službi. Se veste, da se je pregledovalo eno kliniko in da so bili pač prisotni, v bistvu pa nekje drugje. To meče slabo luč tudi na samo zdravstvo. Jaz mislim, da če bi zagotovili, da zdravnik, ki je nekje zaposlen, opravi svoje delo in potem, ko je prost, gre še nekam drugam, potem bi ljudje tudi manj zamerili in mislim, da bi bilo to pošteno tudi do samih zdravnikov. Brez tistih, ki gredo še kam k zasebnikom delati, bomo težko shajali. Jaz mislim, da bo še več čakalnih vrst, če se to zgodi. Zdaj eni trdijo, zdaj jaz težko sodim, ker imam premalo informacij. Eni trdijo, da jih ne bodo šli in da jih bo še vedno v kliničnem centru dovolj, drugi, da jih bo zmanjkalo. Enako je s sestrami. V bistvu ne gre samo za zdravnike, gre za celotno zdravstveno osebje, ki pa ga primanjkuje tako v zdravstvu kot v sociali. Tudi v socialno-varstvenih zavodih je velikanska kriza in zdaj je tako. Ko slišiš, da bi prišli iz tujine, so nekateri veseli in rečejo, hvala Bogu, imeli bomo polne kapacitete, drugi trdijo, a zdaj nas bodo tujci negovali v domovih. Tako da veste, se je prav, da ljudje povedo svoje mnenje, nekdo pa mora to presekati. Ja, če se pomaknemo naprej, medijska zakonodaja, umaknjen z dnevnega reda predlog novele zakona v medijih, ki je dvignil precej prahu v javnosti. Oglasili so se številni medijski strokovnjaki in zakon, če rečem milo rečeno, problematizirali. Gre tukaj za poskus omejevanja svobode govora. Kako vi na to gledate kot nekdanja varuhinja človekovih pravic, ne, na morebitno uvedbo, čisto konkretno, nekega inšpektorja, ki bi lahko presojal, kaj je sovražni govor in kaj ni, in na ta način cenzuriral celo spletne vplivneže, ki so zdaj v porasti na socialnih mrežah?
Ja, včasih tega ni bilo, ne. Včasih smo imeli medije in še to samo nekatere in je bilo veliko lažje. Danes se povsod o vsem piše, jaz, ko sem bila varuhinja, smo se srečevali z zapisi, saj vemo, a ne, na Facebookih in povsod odzivih na določene članke v medijih, ki so bili včasih res, milo rečeno, nekorektni, žaljivi. Takrat smo rekli, da ljudje s kapuco pišejo, neprepoznavni. Izgovorjena beseda je vedno tvoj gospodar, neizgovorjena pa tvoj suženj, o tem pravimo. Meja med tem, kaj je dovoljeno in kaj je že tisto, kar je sovražno, ampak sovražno v tem smislu, da razburi maso ljudi, ne samo enega človeka, je zelo tanka. O tem govorijo strokovnjaki že leta, imeli smo posvete, knjige, pravzaprav moj namestnik se je s tem veliko ukvarjal. Sovražni govor je včasih prikladna beseda za nekoga, ki reče nekaj, kar tebi ni všeč, je takoj sovražno. Če rečeš pa ti ali pa nekaj drugega, je pa kar v redu. Tako da tudi tukaj imamo ljudje, se mi zdi, zelo eno široko polje razmišljanja. Odvisno, kakšen si, včasih je to ljudem celo všeč. Poglej, kako je bil hud. Jaz se spomnim Jelinčiča včasih v parlamentu, ko sem bila, je bil še on poslanska skupina, in je bil oster. Včasih je presegel, a ne, to mejo, nekaterim je bil pa zelo všeč, so rekli, ta je človek, ki si zna in upa nekaj povedati. Veste, med tem, a si upaš, a je to prav ali ne, je meja, ki jo moraš postaviti. Jaz ne smem govoriti nekaj, kar ne bi želela, da bi vi meni. Ne bom vas žalila, ne bom nesramna do vas. Če me boste pa lepo vprašali, bom na vse lepo odgovorila in se mi zdi, da eno spoštovanje bi moralo vladati med ljudmi, pa da imaš pravico povedati svoje mnenje. Zdaj, teh vplivnežev se mi zdi, da je že zelo veliko. Sploh kdo ni vplivan, ne, zvečer, ko gledamo kakšne oddaje. Vsak od nas je lahko vplivnež, ne? Ja. Nekateri pravijo, vaš bivši sodelavec Borut Pahor je vplivnež. Ja, zelo veliko sledilcev je imel. Jaz nimam teh Facebooka, nisem imela Instagrama, nimam X-a, pa še tako komi živim, ker dobim toliko messagov in mailov, da če bi imela še to, ne vem, če bi preživela. Seveda pa berem, marsikaj berem, včasih si rečem, to je pa res malo prehudo, včasih strezni nekoga kakšna taka kritika, tako da neka meja pa vseeno mora biti. Ampak a menite, da zato že imamo ustrezne organe, ki ukrepajo, če je sovražni govor, konkretno policija, a potrebujemo enega medijskega inšpektorja, ki ga bo zaposlilo Ministrstvo za kulturo in ki bo arbitrarno o tem odločal? Predvsem bilo bolj, če ne bi bil na Ministrstvu za kulturo, pa to ne zdaj velja za to ministrstvo, ampak za vsako, ne. Vsak inšpektor, saj vemo, kako se očita različnim inšpektorjem, če niso dovolj samostojni. Vedno reče, ta je pod vplivom oblasti. Ta očitek, tega očitka bi se znebili, če bi imeli neko nevtralno telo, ki bi ocenjevalo to govor. Seveda bi težko našli ustrezne strokovnjake, eni bi bili všeč, eni drugim. Prav pa je, da se malo regulira, ker včasih presega pa marsikaj že tudi te normalne meje pogovora. Jaz si tega pred leti nisem predstavljala, da se bo tako razmaknilo. Preberem, včasih pa raj ne bi. Ja, nekateri menijo, da je absolutna svoboda govora, oziroma da je svoboda govora absolutna ali pa je sploh ni. Vi v to ne verjamete? Ne, jaz bi rekla, da mora biti nekje na sredini. A veste, jaz sem vedno bolj zmerna. Ne more biti absolutno vse dovoljeno, niti prepovedano, no. Moramo vsak primer ocenjevati. Se veste, tudi pri kaznivih dejanjih so kdaj tudi zelo jezni ljudje, če se ovadba zavrže, ampak so določeni pogoji, ki jih tožilec mora upoštevati. Pred dnevi sem zasledil nastop poslanke, evroposlanke slovenske, iz vrst Slovenske demokratske stranke, Zale Tomašič, govoriti in v bistvu podpirati idejo, ki je nastala v Evropskem parlamentu v krogu nekih poslancev, da bi sovražni govor na spletu omejili na način, vi ste prej omenjali ljudi s kapucami, tako, da bi vsak, ki bi komentiral, imel svoje ime in priimek, da bi se predstavil z izkaznico. A menite, da bi s tem bila kršena pravica, človekova pravica do anonimnosti na socialnih omrežjih, a ta pravica sploh obstaja?
Ne, jaz mislim, da bi bilo prav, da nimaš kapuce, zato ker kapuca, to je tako kot grafit, ki ga pišeš s kapuco, ne pa s sprejem, te ne najdejo recimo. In je lahko izjemno žaljiv, veliko škode povzroča. Jaz gledam te grafite in se čudim po mestu, koliko stavb je uničenih. Ampak, če bi se pa moral izkazati, se jaz, ko nekam stopim, vejo, kdo sem, pod mano piše, pod vami, mi se ne moramo skrivati. In zdaj v bistvu, da se skriva nekdo in tako grozno nekoga žali ali govori neko neresnico. Ti mu ne moreš nič očitati, ne moreš ga preganjati. Tako da jaz bi bila vedno sem rekla, da tisti, ki ima kaj povedati, naj pove odkrito, vse, kar misli, ta svoboda pa mora biti. Argument nasprotnikov je, ne, ja, moramo ostati skriti, ker drugače ne moremo kritizirati oblasti, ki se je sicer bojimo. Ne, oblast mora dovoliti kritiko. Veste, vsaka dobra oblast se ob kritiki lahko tudi spremeni in izboljša. Poveš, to mi pa ni všeč, saj poglejte, kako je bilo zdaj s to vodo, ko se je sprejemal ta zakon. Najprej absolutno proti, torej za neplačevanje, voda je dostopna vsem, mora biti povsod. Potem me je pa Frangeš, mislim, da je nastopal za ministra Hana, ko je imel kozarec vode in je rekel, to vodo mora nekdo plačati. Res pa, da jo sama nikoli nisem. Dobim vodo, celo žal jo kdaj ne spijem, ampak če je pa najbrž naročena samo voda, prideš v lokal, ti morajo postrežiti, morda tudi, če računajo, nič narobe. Res pa, a veste, da vedno, ko poslušaš nekoga, ti je to všeč, brezplačno, ja, normalno, ne. Nekdo mora prati, nekdo jo mora plačati, tako da mogoče modra oblast tudi kdaj umakne kakšno stvar v zakonodaji, spremeni, posluša. A veste, potem sicer bi bila diktatura, ne, če noben ne bi, recimo, tako bomo naredili, konec, pika, ni ugovora. Nihče se ne sme oglasiti, če boste proti oblasti. Ne. Jaz tudi, ko sem bila varuhinja, veste, se niso vedno vsi strinjali, ampak jaz sem jih poslušala, poskušala najti, pa mi pa povejte, zakaj vi tako menite. In jaz mislim, da modrost je ravno v tem, da znaš sprejemati očitke drugih, njihove adute in potem to udejanjiti, kolikor lahko. Saj veste, tudi, ko sprejmeš, da se ne plačuje ali plačuje vodo, ne bo vsem všeč. Absolutno ne. Ja, ko ste že omenili vodo, ne, v času, ko ste bili vi varuhinja, v času vlade Mira Cerarja, mislim, da smo takrat zapisali v slovensko ustavo pravico do pitne vode, ne. Na tem so gradili nasprotniki Vizjakovega zakona o vodah leta 2021 in ga zelo uspešno zrušili. Nevladne organizacije, številni novinarji so se takrat čez noč preoblikovali v aktiviste in se temu pridružili. Zakon je seveda padel. Zdaj pa imamo 4 leta kasneje situacijo, ko se zaključuje gradnja kanala C0, ko pa te iste histerije ni, čeprav jaz kot novinar sem o tem poročal in pokrival in bil, mislim, da ravno lani aprila na dogodku, kjer so se zdravniki, najbolj ugledni zdravniki iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani oglasili, da je ta kanal problem, da ni vprašanje če, ampak samo kdaj bo začelo puščati. V zvezi s tem se je potem sicer nekako na pol oglasila predsednica, naj se zadeve preverijo, ampak mi smo poslušali lahko javno šefa toksikološkega oddelka z UKC Ljubljana, da bodo fekalije v čisto pitno vodo zagotovo prišle, ampak še vedno imamo poskus pridobivanja gradbenega dovoljenja za zadnjih 100 metrov kanala. V tem letu ni bilo ničesar podobnega tistemu, kar smo videli, ko je padel Vizjakov zakon. Kako gledate na to? Mediji poročajo morda o tem premalo, je javnost premalo obveščena o tem, kakšno grožnjo je C0 kanal na podlagi strokovnih informacij, ki jih imava. Omenjal sem zdravnike, konkretno UKC Ljubljana. No, jaz sem zelo dolgo spremljala. Zadnja novica, ki jo vem, je ta, da je zastalo, da pravzaprav to dovoljenje sedaj ni veljavno, da se ponovno odloča. Ni še izdano, postopek pridobivanja je ustavljen. To je zadnja informacija, ki jo poznam, morda kakšen teden, 14 dni. Veste, zdravje ljudi je zelo, zelo pomembno. Kadarkoli je šlo za okolje, sem se oglasila, celo šla na kraj.
Tako sem potovala po celi Sloveniji, v Trbovlje, ko je bila še cementarna, potem Cinkarna Celje. Vse to je ogrožalo zdravje, največ sem dala na strokovnjake. Če strokovnjaki dvomijo v tako odločitev, potem je treba jim prisluhniti. Kajti če pride do takega groznega onesnaženja, bo prepozno razmišljati, bodo posledice prehude. Tako da spet bi apelirala na modro oblast, da res da največ na strokovnjake. Ljudje tako in tako nismo merodajni, da zdaj presojamo, a bo vpliv, a ne bo. Jaz sploh ne vem, kako je zgrajen kanal, si ne bi upala. Jaz bi vprašala res in poslušala strokovnjake. Ampak strokovnjaki so povedali svoje, ne? No in tako bi morali potem tudi ravnati tisti, ki dajejo soglasja oziroma dovoljenja za tako gradnjo. Vem pa, da je na drugi strani, ampak to je bilo vedno kapital, neka sredstva, ki so zagotovljena, ne vem, a so evropska ali domača, kolikor sem slišala, ampak to je bilo vedno, a veste, tudi pri cementarni, sedaj imamo Anhovo, kot veste, tudi boj, tudi v dolini Anhovo sem bila takrat kot varuhinja, azbest, veliko bolnih, to mora prepričati odločevalce. Vse naprave, ki so pa namenjene boljšemu, torej zdravju, so pa zelo drage in zato se jih mnogi raje ognejo. Kapital bi rad imel čim večji dobiček, ne glede na to, kako to vpliva na zdravje. To poznamo iz tujine, iz filmov. Okoljevarstveniki včasih so celo prehudi, moram reči, da ne. Jaz sem jih vsak mesec poslušala. Sem imela navado, da vsak mesec skličem nevladne organizacije s področja okolja. Prišli so taki, ki jih sicer nikoli ne bi srečala in predstavljali različne stvari. Tudi, ne vem, modro nebo ali kako, svetloba, ne, na nebu, vem, da so opozarjali, da je škodljiva. Pa tisti, ki so na izpuste avionov. Bolj tudi eksotične stvari so bile. Pa tisti, ki so ščitili živali, pa proti temu lov, pa ne, se veste, medvedje. Ni bilo, da ni bilo, ampak se mi zdi prav, da skrbi nas pa predvsem, kaj je zdravo in kaj ni in kaj je v korist ljudi, ne glede na kapitalski vložek. Ja, vas bom čisto konkretno zdaj izzval kot nekdanjo varuhinjo človekovih pravic. A se vam zdi prav, da projekt, kot je C0 kanal, gre za kanalizacijo iz 3 občin, ki teče čez zbiralnik pitne vode za Ljubljano z okolico, torej za več kot 400 tisoč ljudi, da do danes nima izdelane presoje vplivov na okolje? Moral bi jo imeti, se je nujna, ko gre za zdravje, ne vem, koliko, 300 tisoč, 400 tisoč ljudi, najbrž pa še več. Ampak je nima, dejstvo je, nima je. Mogoče zato zdaj stoji na koncu, ker je le nekdo spoznal, da je to potrebno. Zagotovo tukaj ni vprašanje ne kapitala, ne ničesar, ampak ko stroka ugotovi, da je vpliv na zdravje ljudi oziroma lahko ob kakšnem potresu, lahko ob kakšnih drugih poplavah, ne vem čem, potem je treba premisliti, saj rešitev se najde, samo je dražja ponavadi. Za okolje je včasih lažje delati na lep, lahek način, prišparaš veliko in je kapitalski vložek potem dobro unovčen, če pa paziš na zdravje ljudi, vedno si misliš, saj ne bom tukaj živel, saj mene to ne bo doletelo, saj veste, kako smo ljudje. Tudi pri vetrnicah, jaz sem bila na Primorskem, kjer sta 2 postavljeni, zdaj so bile mišljene na Pohorju, vedno se ljudje upirajo, dokazovali so mi, da je vpliv teh zvokov. Zdaj dobro, če jaz tega nisem podnevi čutila, ni rečeno, da ljudje po noči ne. Se pa seveda po drugi strani pa vprašam, kako jih imajo toliko v Avstriji, na Nizozemskem, pravijo, da bi morali biti veliko stran bolj od ljudi, od naselij, ne. Tako da vedno je en prizadet, drugi pa misli, da bo uspel s tem svojim projektom, denarjem in da ne bo posledic. Velja neko pravilo, da se moja pravica konča tam, kjer se začne vaša. Kaj to v praksi pomeni? Kako vi razumete to pravilo? Ja, to razumem tako, da vi lahko marsikaj govorite, dokler ne kršite mojih pravic osebno. In jaz ravno tako moram paziti tudi na vas. A veste, zato pravimo, na sočloveka moraš pogledati. Vedno razmišljaj tako, kaj bi bilo, če bi bil ti na njegovem mestu, ne? Ne na tem, ki odloča, ne vpliv moči, ampak pomisli tudi na druge. In zato sem vedno pristaš pogovora, razprave in zaključkov, ki temeljijo na nekih dokazih, ki jih prinesejo strokovnjaki, več ali manj enotno. Tudi tam se najde kdo od strokovnjakov, ki trdi, da temu ni tako.
Še eno stvar sem vas želel vprašati, ker mi je na misel prišla ena misel bivše novinarske kolegice z televizije Slovenija, ki mi je ostala v spominu, ne bom jo imenoval, pa vendarle rekla je: volitve so v Sloveniji nepoštene, saj so državljankam in državljanom kršene človekove pravice s tem, ko se ne poroča nevtralno in se ne predstavi jasne slike državljankam in državljanom. Zdaj mislite najbrž predvolilni čas. In volilni čas, ne? Ja, zdaj, ko so mimo volitve, kar je, ne, jaz mislim, da je pomemben predvolilni čas. Da imajo vsi, ki stopajo v ta krog volilnih kandidatov, možnost predstaviti jasno svoje stališče. Na to je bilo največ pripomb. Da so bili nekateri prikrajšani, da so favorizirani tisti, ki so že aktualna Ali pa da se v eni oblast. opciji poroča izrazito negativno, v Ja, drugi pa ne, ali pa z neenakopravno enakimi blati. vabljenja. Jaz, kolikor vem, se je potem TV Slovenija, oziroma najbrž tudi Pop TV, so imeli celo ure, ki so odštevale čas, zato ker za nekoga si imel občutek, da je dolgo govoril, drugi premalo. Volitve bodo vedno v redu, če bodo odraz volje ljudi, predvsem pa se mi zdi, da bi moralo več ljudi oditi na volitve. Mene moti recimo zlasti pri ženskah. Tako pozno smo dobile volilno pravico, potem pa prav se jaz nič ne spremenim, pa ne bom šla. Treba je iti, treba je izraziti svojo voljo, in to pravzaprav je tvoja dolžnost, ne samo pravica. In potem, če bo veliko, tako tudi v tujini poročajo, če gre veliko ljudi voliti, je potem tisti rezultat veliko bolj pravičen, kot če bi šla peščica. Čisto za konec, nimamo novega varuha oziroma varuhinje. Kaj boste zdaj storili, počakali? Menite, da bo nov razpis? To je vse v rokah predsednice republike, ona ima kandidate, ona lahko med nami ponuja strankam še koga. Zagotovo so vsi kompetentni in dobri, eni na ta način, drugi na drugi. Lahko seveda tudi izbere svojega kandidata. Ko je bil Pahor novi predsednik republike, je bilo 30 kandidatov. Jaz nisem bila med njimi, nisem kandidirala in me je potem poklical in mi predlagal kandidaturo. Tako da predsednica ima vse opcije odprte, najbrž se mora pa čim prej odločiti zaradi aktualnosti tudi guvernerja in guvernerke in poslati imena, zdaj nekaj sodnikov evropskih je že poslala v parlament, sem brala, slišala. Vse na njej, parlament je potem tisti, ki bo odločil. Nekaj sem vas še pozabil vprašati, pa sem vas želel, kako kot nekdanja državna tožilka gledate na stanje slovenskega pravosodja, na očitke, da se kršijo človekove pravice tako in drugače zaradi nerazumno dolgega obdobja sojenja, recimo, da se razpiše obravnava, ne vem, 10 let potem, ko se je neka afera začela, konkretno je to Janša očital v zadevi Trenta, pa smo imeli Milka Noviča, ki je preživel 4 leta v zaporu, pa bil kasneje oproščen in izpuščen. Skratka, a so vsi ti očitki in ta oznaka slovensko krivosodje imajo neko podlago po vaše ali ne? Zdaj, tisti, ki je prizadet, bo temu pritrdil. Sama vem, da sem bila na področju, kjer absolutno delovala sem na področju spolne, družinske in mladoletniške kriminalitete, so bili postopki dokaj hitri, nekateri seveda prepočasni zaradi številnih izvedencev, mnogih prič. Pravosodje mora vsak primer, ki je pravzaprav, seveda, če je končan ne med samim postopkom, to bi bil vpliv, razčistiti. Ali je res, kar trdijo, tudi marsikatero sodbo bi bilo dobro predstaviti. Zakaj je do nje prišlo? Ljudje se zgražajo, če recimo na Vrhovnem sodišču pade sodba. Bile so neke napake, kdo je kriv zanje. Jaz mislim, da bi moralo biti tudi več poročanja o tem. Predvsem se mi zdijo travmatični postopki, ki se dotikajo razvez, kjer otroci, ki niso nič krivi, čakajo do evropske sodbe. Imeli smo eno tako zadevo in ko pride do Evropskega sodišča, je že za marsikoga prepozno. V družinskih zadevah imeli smo kar nekaj posvetov, je potrebno hitreje soditi, kajti otrok ne bo več otrok lahko, ko bo prišlo do razsodbe o tem, ali bo živel pri očetu ali pri materi. Seveda pri nekaterih postopkih tudi zavlačujejo stranke.
uspešno zavlačujejo, ker jim ni v korist hitro sojenje, druga stran bi pa želela, da se čim prej razsodi. Tukaj, veste, najdemo vedno zadovoljne in nezadovoljne. Če si oproščen, stopiš pred kamere in rečeš, to je pravično. Če si obsojen, to ni pravično. Tako da pomembno je, da se pošteno sodi, da ima stranka možnost vseh pravnih sredstev, da tisti, ki nima denarja, dobi brezplačnega odvetnika, da ni zlorab, in da se pokesaš, če pride kdaj do kakšne take napake, ki je evidentna. Napake se dogajajo, popravlja jih Ustavno sodišče, Evropsko sodišče, sicer jih ne bi rabili niti. Pa menite, da ni zlorab? Tega ne bom rekla. Včasih bi rekla, da bi dala roko v ogenj za vse sodnike, vse tožilce v Sloveniji. A veste, z leti ugotoviš, da lahko kdo tudi kdaj sodi pristransko, česar ne bi smel, kajti sodnik je ravno tisti, ki mora paziti na to. Tožilec je že, a ne, lahko pristranski, in obramba tudi, ker zastopa eno obtožbo, eno obrambo. Veste, kako doživljajo ljudje, je zelo težko reči, ker jih poznam kar veliko, ki so rekli, zame je to pač nepravična sodba, obtožba. Tudi sama sem poslušala kdaj, da sem vložila konstrukt, to me je najbolj bolelo. Potem je bil pa recimo nekdo pravično obsojen, vsaj zame, in tudi potrjeno. Če bi poslušali nasprotno stran, tudi kakšen recimo spolni, ki je zlorabljalec, bil obsojen, pa je rekel, še na dobu obsojen ni priznal, ne. Zdaj, vsak si lahko ustvari svoje mnenje, ampak jaz imam čisto mirno vest. Kako ste videli obsodbo 4 policistov v času, ker so intervenirali v času nasilnih protestov, in to kar brez glavne obravnave po hitrem postopku? Najnižje rangiranih policistov. Šefov pa ne. Glavne obravnave je edino možno, če se na predobravnavnem nalogu konča, ali pa če je kaznovalni nalog, sicer je vedno obravnava. Ne vem, kaj so počeli, tega nisem zasledila, da so bili točno ti 4, ki so najbrž precej nizko bili pač v srečanju z nekimi žrtvami, tako da si ne bi upala soditi. Ne vem pa, kako je potem, a so se najbrž pritožili, ne, na to obsodbo. Zdaj, kje so tisti, ki so jim to naročili, vprašanje, a so spoštovali ali ne, lahko tudi ne spoštuješ tega, kar ti nekdo naroči. Vsak odgovarja za svoje dejanje. Ampak policist ne mora ravnati tako, kot naroči. Ampak, a veste, na kraju, ko se srečaš, zdaj smo videli en tak mal hud primer zadnjič, ko so nekoga aretirali z mamili. Je bil kar mal zapleten primer napada na nekoga. Zdaj, kaj so kršili, kaj je bilo, je pa zelo težko mi soditi. Nikoli ne bi mogla kot tožilka na podlagi samo ene medijske zadeve podati neko sodbo in razsojo. To moraš temeljito preučiti. Vsak ima možnost pravnega sredstva, in ko pogledajo višje inštance, upam, da potem pravično razsodijo. Res pa, da je zelo težko soditi v vseh teh zadevah, samo če slišiš, kar poroča medij, ker je to premalo. V razpravnih dvoranah vidimo in slišimo še marsikaj drugega. Zakaj ste se vi odpovedali poklicu tožilke, v katerem ste bili tako uspešni? Ja, veste, ko sem postala varuhinja, sem se morala, ne. Takrat mi je funkcija mirovala. Lahko bi se še vrnila na tožilstvo po opravljeni, ampak takrat sem imela 41 let delovne dobe in sem rekla, pustila si pečat na vseh stopnjah tožilstva, bila si uspešna, kolikor toliko, no. Varuhinja ne bi šla nazaj in sem se res, preden sem zaključila funkcijo varuhinje, odpovedala. Lahko bi nadaljevala, ker ti miruje. Bilo mi je zelo všeč. Pravzaprav sem pa doživela vse, kar je možno doživeti. Od pripravnice do vrhovne tožilke. Dobro, gospa Vlasta Nussdorfer, hvala za obisk na Domovini. Hvala tudi vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Verjamem, da smo z vidika človekovih pravic danes izvedeli marsikaj novega. Vidimo se prihodnji teden.